kako obvladovati epidemijo, ki se sicer tiče v prvi vrsti in v tem, kar ste vi prej govorila, zdravja ljudi, ampak z ukrepi je pa gotovo posegla v socialno sfero vsakega Slovenca. Ne vprašate sistemsko, kako je zdravstvo se odzvalo na to krizo, jaz se še vedno varnega počutim, če rabim zdravniško pomoč. Imam globoko osebno mnenje o nošnji mask na prostem. Meni si jih nosim, ko politika zapove, jaz ne rečem, da se strinjam s politično odločitvijo, ampak politika je podaljšek družbe. Vem pa, da veliko ljudi, in to je pač vaše vprašanje, doživlja te preproste, jaz rečem, navodila ali pa ukaze, kako bi jim rekli, totalno travmatično. Ma to ni vprašanje za državo, za sistem, to je vprašanje za vsakega posameznika. Zakaj ga vrže iz tira navodilo, da je treba imeti masko, ko greš na sprehod? Ko smo socialne stike prekinili za nekaj tednov, je bil to neke vrste počitek, oddih. Da smo recimo imeli čas sami zase in podobno. Seveda s trajanjem te prekinitve stikov se pa dejansko stiki verjetno rahljajo. Ljudje, ki so že prej imeli težave s funkcionalnostjo, bom rekel, funkcionalno živeti v družbi taki, kot je bila, marsikomu se je zdelo, kot da so jim tla spodmaknili izpod nog. Te tragedije so pa, če z malo empatijo povem, so nekaj, kar pa je hudo, da živimo v državi, ki nima sistemsko urejene pomoči na ta način, da nima dovolj rezerve, tudi v strokovnem smislu, da bi lahko poservisirali te potrebe, ki so, na človeku prijazen in kakovosten način. Osebno sprejemanje vseh teh ukrepov se meni zdi, spet mogoče laična pripomba, precej odvisno od tega, kakšno je vzdušje v družbi. Če bi bilo recimo po glavnih slovenskih medijih predstavljeno, nosili bomo maske, ker si bomo s tem pomagali, bi bilo verjetno tudi pri ljudeh, ki potrebujejo neko posebno razlago, te zoprne ukrepe, pa nekateri so res samo malo zoprni, lažje sprejeti. Mi ni bilo všeč, kako so mediji zagrabili to epidemijo. Vsak, ki je, jaz rečem, znal se šteti 2+2, je videl, da gre za res. Medtem ko mediji od začetka, če bi šli pogledati zdaj tiste in objavi, način komunikacije, je bilo, poiščimo afero, poiščimo, kdo kaj ni naredil in naredimo iz tega celo štalo. In pribijemo enega na križ in mi smo za svojo gledanost naredili vse. Ni bilo tega globokega zavedanja, da je zdaj drugače, da to ni afera. Vemo, da prej ali slej bomo to cepivo nenazadnje imeli in iz helikopterja je videti, da eni ljudje bojo proti iz principa. Zakaj iz principa? Ker se počutijo napačno nagovorjeni. Imamo dejansko primerjavo različnih tveganj, dejansko, pa tudi tisto, in spet boste vi, doktor Zadel, to bolje verjetno znali razložiti, tisto, ki jo percipiramo. Tukaj je precejšnja razlika, zato smo pri cepljenju tradicionalno že z drugih cepiv bistveno bolj previdni. Kaj posebej novega, da bi se novega v družbi zgodilo, se ni za to epidemijo. Razlika je samo ta, ko sem jaz bolan, ne grem 10 dni od doma, torej grem v karanteno ali kamorkoli že bi rekli, zdaj pa družba bolna. Samo dimenzija se je povečala. Ali nam ti ukrepi, ki jih moramo recimo spoštovati, res tako globoko posegajo v naše življenje? Jaz mislim, da ne. Ljudje se moramo, mislim, da večkrat vprašati, kaj je tisto bistvo našega življenja in pogledati, ali ukrepi vplivajo, ali epidemija vpliva na bistvo. In jaz osebno, pa dobro, vsak človek pripada pač neki skupini, težko je govoriti na splošno, da vendarle ne.